Pretekli teden je minil v znamenju katastrof. Iz spodnje Idrije so poročali o invaziji podgan, ki so napadale celo ljudi. Nad bližnjo Idrijo pa se je v tednu, ki je za nami, razbesnelo neurje s točo. O prvorazrednem dogodku, ko je za nameček občino Idrija prejšnji torek obiskal tudi predsednik republike dr. Danilo Türk, pa se seveda ne splača izgubljati besed. Da nesreča ne pride nikoli sama, je bilo očitno tudi na prizorišču ponovnega potresa v severni Italiji, kjer je pod ruševinami ugasnilo kar nekaj življenj. Najhuje pa je bilo očitno dopisnici RTV Slovenija in nesojeni evropski poslanki Mirjam Muženič, ki je takole poročala s prizorišča. Danes znova za novinarje, ki so prišli pravzaprav z vsega sveta, ni bilo ne vode, ne hrane, ne sanitarij. Gledalci smo bili šokirani. Spet nekaj novega. Takoj po tem oglašanju s prizorišča nesreče je na televizijo poklicalo več odjemalcev električne energije, ki želijo do konca leta nakazovati dvojni RTV prispevek, da bi naša javna hiša v bodoče lahko zagotovila svoji novinarki potrebne zaloge vode, potujoče kemično stranišče in termofor. Zakaj pa termofor? Zato, da ji ne bi zmanjkalo topline. Topline? Ja, seveda, topline do prizadetih. A tole, kar slišim, so pa nove domače viže. Ja, se bo treba kar navaditi. Navaditi? A nismo že navajeni vsega hudega? Misliš stavk pa teh reči? Ja, se veš, najprej so štrajkali Semoličevi, Štrukljevi in Posedijevi sindikati. Seveda vem, kazalo je, da Štrukljevi sploh ne bodo odnehali. Ja, in ko so vseeno odnehali, sta stopila na sceno oba policijska sindikata. Ta dva sta trdoglavila tako rekoč do zadnjega. Ko pa sta popustila tudi ta dva in se je že zdelo, da ni več ovir za varčevanje, so poskočili zaposleni na Ministrstvu za obrambo oziroma na Morsu. Manjka samo še, da se uprejo zaposleni na Marsu. Ti ne klicat hudiča. Saj se samo hecam, pa menda ja veš, da nimamo zaposlenih na Marsu. Na Marsu ne, imamo pa zaposlene z Marsa. Ja, itak. Nič itak, si ti te dni kaj bral večer? Pa veš, da ne berem večera. Ja, saj zato pa ne veš, da imajo tam nekaj novinarjev z Marsa. Eden piše pod psevdonimom Aleš Kocjan. Daj no, po čem sklepaš, da je z Marsa? Ja, prejšnji teden je objavil članek z naslovom Policisti rešili Slovenijo še enega referenduma. Rešili Slovenijo referenduma? Ves mesec so jo držali za vrat, tip pa rešili Slovenijo. Je da ta ni resen tak mali zeleni? Torej, praviš, za zaposlenimi z Morsa bodo zdaj nastopili tisti z Marsa, a potem bo pa konec? Ne verjamem. Potem se bodo pa našli kakšni iz Mursa.